Sej vem, marsikdo med vami ob pogledu na takšen stroj najprej pomisli, da se bo z njim nekdo vozil brez glav po naravi, pa je uničeval in zraven užival. Zato jaz obljubim, da danes ne bom užival. Samo za vas, nič užitka, sam delamo. Zdaj se lahko tudi za zabavo, jasno, čeprav jaz se zdaj čist nič ne zabavam, tole je resno delo. Hočem reči, marsikje po svetu jih pridno uporabljajo najrazličnejše službe. Tudi pri nas jih imajo nekateri gasilci, da lažje dostopajo do res zahtevnega terena in včasih pride takšna stvar super prav, ker do požara v gozdu ne prideš z nobenim drugim vozilom in če ga ujameš v dokaj začetni fazi, ko je še požar majhen, v bistvu s takšnim Outlanderjem lahko rešiš zadevo. Lansko leto sem bila z Matejem na Portugalskem, ker je K&N predstavil novo generacijo svojega Outlanderja, no tukaj ob meni je pa spet nova različica, taka izjemno huda pa z dolgim imenom. Tole je Outlander Max Backcountry 1000R 4x4. No, skratka, tukaj spodaj je enak Rotax motor z 999 kubiki, zato je tudi oznaka 1000 in skrb 75 kW moči. To je 101 konjiček, pa 93 Nm je navora, to je pa pomembno za takrat, ko bo treba za sabo vleči kaj težkega. Široko nastavljene roke pomenijo, da se lažje spopada s terenom in je tudi bočno bolj stabilen, no sicer mu pa nasploh noben teren ne dela nobenih preglavic, ker je od tal oddaljen 33 cm in tole je v bistvu tudi najbolj terenska različica Outlanderja, ki je itak terensko vrhunski stroj. Blažilniki so v tem primeru šova, zato da še bolj učinkovito umire slabo podlago, pa vitel spredi, če se vam že kam zapliza, ne? Gremo se pelat. Že nosilnost je precej dobra, potem pa tali za sabo lahko vreče tudi do 830 kg težko prikolico in precej vode torej. Ali pa gorski reševalci, evo, tudi njim bi lahko prav prišel, ker na zahtevnem terenu potem lahko zelo hitro pridejo do kakšnega ponesrečenca, ga lepo v primeren priklopnik zadaj varno pripnejo in hitro odpeljejo v bolj urbana območja. Je pa v bistvu tole dejansko najbolj robustna in terenska različica, ni namenjen hitri vožnji toliko kot kakšen XRP, je pa zato za najhujše terene nobena voda, nobeno blato in v bistvu nobena stvar ga dejansko nastavi. Tudi kolesa ima 30-inčna, tako da tega se ne bi sramoval, pa čist noben terenc. Ja, sem se res trudil, da danes ne bi užival, pa vse ni šlo, ker je poligon precej hud, predvsem so pa totalno huda ta vozila. Za vse tiste, ki potrebujete še več prostora, evo, imajo pa pri K&N tudi model Trackster, tale je z eno vrsto sedežev, tamle je tudi tak, ki ima dve vrsti sedežev, to je pa v bistvu za vse tiste, ki potrebujete vozilo za resno delo, pa resen teren. Jaz pa vem, da bi domov odpeljal tega. Češ, da znam jaz to odpreti. Znam. Če sem prej pri gasilcih pa še pri kom drugem dobil pozornost, ampak vi potrebujete stroj, ki ima več prostora za tovor. Evo ga, Outlander 6x6. Ta keson je v bistvu širok 91 cm, dolg je dober meter, predvsem pa tukaj gor lahko naložite 454 kg tovora. Te stranice se da tudi odstraniti in keson je dvižen, se pravi, lahko nekaj namečete gor, pa potem kar stresete dol. Predvsem pa takšen lahko za sabo vleče tono pa pol težko prikolico. Spredaj ima seveda vitel, če se boste slučajno kam zaplezali, sicer ima pa vzmetenje 25,2 cm hoda. Res hud stroj tole. Au. Na voljo je s 3 različnimi motorji, 700, 850 ali pa 1000 kubikov, terenski je pa skoraj toliko, kot vsi ostali. Mogoče se mi zdi malenkost manj ukreten, pa ne dosti.
Evo, še nekaj moram pokazati, še eno novost. Tole je Outlander Electric in tole zadaj je v bistvu elektromotor. Baterija ima majčkeno manj kot 9 kWh kapacitete, kar pomeni, da je teoretični doseg 80 km, pravijo fantje, da v praksi pa vsaj 50 oziroma 55, in ker so naredili analizo, da povprečen uporabnik dnevno prevozi do 30 km, je skratka ta doseg več kot dovolj. Če slučajno ne bo, se baterija do 80% napolni v 50 minutah. A ja, pa 35 kW moči ima oziroma 47 konjičkov. A za koga je takšen? Je v bistvu za vse tiste, ki nočete motiti narave in njenih prebivalcev. Recimo za vojsko, tam je treba biti tih, pa mogoče za gozdarje, za opazovalce ptic, tam je treba biti tudi tih, pa recimo za kmete, če imate kakšen del svoje posesti precej strm in nedostopen z navadnim vozilom, je tole krasna stvar. Oziroma, če je treba poloviti drobnico in je hkrati ne prestrašiti, je tole super. Pa mimogrede, tudi ta je neobčutljiv na vodo, blato, nizke ali pa visoke temperature. Krasen stroj. Ja, še vžgem. Slište? Slište? Nič ne slište. Nič ne slište. Smo šli že dvakrat mimo našega Gašperja, pa nas največ niti ni opazil s kamero, ker je bil obrnjen proč. Tale zadeva je res zakon. 35 kW moči oziroma 47 konjičkov, gre ko strela, v bistvu je prednost tudi to, da je elektromotor takoj odziven, pa brez panike. Dela pri plus 50 stopinjah, pri minus 40 stopinjah, tudi baterija je dovolj zaščitena, da lahko zapeljete v blato ali pa v vodo, nobene panike. V bistvu je ful prijeten že zaradi tega, ker si lahko bistveno bolj natančen z dodajanjem plina. Pri benzinskem moraš ujeti vrtljaje, da potem na kakšen težkem terenu sploh zadeva spelje. Tukaj je pa dovolj milimetrski premik tele ročice, pa se v bistvu navor takoj sproži in to točno toliko, kot ga v bistvu potrebuješ. Res zakon.